Pa če se povrnemo še kakšno leto nazaj, ne? Ti si tudi še enkrat čestitke, veliki zmagovalec slovenske popevke 2023. Hvala lepa. S pesmijo Med nama si zmagal, ne? Res je. Ta nastop pravzaprav nosi kar eno zanimivo zgodbo od zadnji, ne? Malo bi se namreč lahko zgodilo, da te niti ne bi bilo na odru. V bistvu je bilo zelo, zelo na meji vse skupaj, a bom jaz sploh nastopil tisti dan, a ne? Kaj je bilo? Imel sem vročino, imel sem angino, potem se je to razvilo naprej še v oslovski kašelj. Skratka, to se mi je vleklo, malo pred popevko se je začelo, potem je pa trajalo 8 tednov vse skupaj. Je bilo res stresno, naporno, nisem bil 100% telesno in potem, ko sem odpel komad, sem jaz te slušalke, ki jih imamo pevci na nastopih, da se slišimo, jaz sem to vse že pospravil, sem dal ekipi moji, da imam pospraviti, sam da bo konec oddaje, pa da grem jaz domov, da se končno uležem, da se pozdravim, ne. In potem tisti nepričakovan trenutek, ko te razglasijo za zmagovalca in moraš še enkrat na oder. In veš, kako je na televiziji, to imaš tistih 30 sekund, na oder, akcija, gremo, to noben nič ne bo čakal, ne. In je bilo treba, jaz sem mogel iti na oder, ekipa je pa letela po slušalke, ker brez tega pa pač ne slišiš nič, ne. In je bilo kar res nepričakovano, ampak lepo in sem hvaležen. Za videti in za slišati je bilo, kot da ti nič ne fali. Hvala. Veš kaj, tisti, ki me dobro poznajo, no, mama je rekla, joj, po očeh, se ti spuder, pa to že malo zakrije, ne, da sem čist bled, ampak po očeh se pa malo pazi. Oči so videli tudi drugi, samo so mislili, da si pil. Vsaka čast, kakšni so plani za prihodnost, poleg koncerta, povemo še enkrat 7. novembra v Cankarjevem domu. Čez točno 10 dni. Čez točno 10 dni. V bistvu danes, evo. Za obeležitev oziroma priložnosti obeležitve 15-letnice kariere Nina Ošljaka, še kaj? V bistvu, ja, moram povedati nujno, da to bo poseben koncert, zato ker ne bo z mano samo moj band, ki je ponovadi z mano na odru, ampak bomo kar 9-članska ekipa, še nekaj mojih glasbenih prijateljev smo zraven vključili, da bo res drugače, da bo nekaj posebnega. Pridejo seveda tudi gostje, ki jih ne bom razkril do koncerta, sem rekel, naj bo kakšno presenečenje. Potem ob koncu leta prihaja nova plošča, ki smo danes že omenili, se pravi plošča z naslovom Elektroromantika, to je moja 4. po vrsti. Nekaj koncertov se decembra še obeta, potem pa planiramo v spomladanskem času naslednje leto, oziroma tam od Valentinovega naprej, glede na to, da imam ploščo Elektroromantika, pade skupaj, bomo kar nekaj teh koncertov, kot bo ta v Cankarjevem domu, ponovili tudi po Sloveniji. Upam, da se vidimo tudi kaj v vaših koncih. Letos poleti sem bil sicer tukaj, dajmo reči, v bližini, no? V Kobaridu na trgu, smo imeli en lep poletni večer. Tako da upam, da spomladi spet kaj tukaj v vaših krajih, da širimo to dobro volje in pa ljubezen do življenja. Odlično. Če ne drugače, pa se vidimo, ko izdaš kaj novega, ne? Kaj še nov komad, kaj še nova plata. Ko pri album ven, evo, se vabljen že zdaj, da prideš v naš. Hvala lepa. Radio